pa gremo. Vrata razumevanja, jaz temu rečem. To je tehnika, kjer imamo mi največje težave na zemlji, dragi moji. Imamo mi zaradi tega, ker ko se odnosi odvijajo, so v sestavi energijski kot duša, ki smo bili v nebesih, so drugačni. A veš, tam je princip, vsi smo eno, eno je z vsem, vsi se imamo radi, ni zamer, ni tega, ni navezav, je sama svoboda. Pol pa, preletiš na ta planet, vse to pozabiš, vsi smo eno, ne velja več. Jaz vem, da moderne duhovnosti to učijo, mi smo vsi eno, mi vsi eno čutimo, ampak sorry, a sem jaz eno za posiljevalcem otrok? Kaj pa vem? A veš, kaj hočem reči? Ni to ta svet, ok? In finta je v tem, da se mi odmaknemo od tega ljubečega principa, vsi smo eno, gremo v ta svet, kjer odnosi postanejo igra z namenom rasti in teh spoznanj, vsi smo eno. A veš, in ti igralci ne bi imeli nobene efektivne naloge, whatsoever, jaz temu rečem, če bi bili vsi ljubeči, mirni, podporni, da ti nikoli res ne pripravijo nekega teatra in tako naprej. V čem bi bil smisel tega? To imamo v nebesih in tega nismo hoteli, zato smo šli nazaj, a veš, na zemljo, zaradi tega, ker smo hoteli stran od tega in pozabiti ta princip. In odnosi so številka ena, učni poligon duše na planetu. Ne njeno življenjsko poslanstvo, zaradi tega, ker ponavadi duša najde življenjsko poslanstvo zaradi odnosov. To pa ni res. A ti pokažem, zakaj je res. Zakaj imate vi danes tečaj in zakaj jaz danes lahko vam pomagam? Majko mila, zakaj? Zaradi tega, ker je moja mama mene prizadela. Moja mama je mene ful prizadela, ker me je zapustila svojo smrtjo. Moj oče me je prizadel s takim odnosom, kot je bil. Torej imam jaz življenjsko poslanstvo in danes lahko vam pomagam zaradi teh dveh. A veš, kaj ti hočem reči? In številni ljudje, ki bi jih poslušali, kako so prišli do nečesa, bi vam povedali to zaradi odnosov. Številka ena, učni poligon so odnosi, zato nas pa toliko je. Nas je res ogromno na planetu Zemlja in skozi ta številka raste. Zato, ker se učni poligon, ki ljudje tako bluzijo stran od rasti pa vsega, postaja toliko vedno večji in vedno več se potrebuje teh igralcev. Res prihaja do nekega neravnovesja, ne? A razumeš? In zdaj duše nastavimo sebi ena drugo, zato da se bomo eno drugega učili, zato da bomo prišli do tega smisla, kdo sem jaz, kaj je moje življenjsko poslanstvo, okay? Kaj lahko dosežem, kakšen je odnos mene do mene, in da na koncu pridem do principa, vsi smo eno, ko me nekoč ustrezno pobere in pridem v višje stanje zavedanja. Pa vendarle, to je ta point z oči duše. Samo to smo hoteli. Kle ni navezav. Kle ni tega, razumeš, joj, moram te obdržati zavedno, ful me boli, kar si mi je rekel, kaj si mi naredil. V to se zahakla ego. Razumeš? V to se zahakla ego. Ker duša pogleda tako, kot sem ti jaz rekla, vse je sporočila in neka stopnička, neka rast in je nekaj, kar jaz želim v inkarnaciji doseči. Razumeš? Ego se pa
zahakla, ne? Na izgubo, strah pred izgubo, na tem, da mora nik drug človek men filat občutke, da si ljubljen, sprejet in tako naprej. Tisti trenutek, ko pride do tega, imamo mi nasprotujoče si pole. Duša, ki hoče odnose pogledati tako, tadan! In ego, ki dela pa čisto nasprotje tega. Duša je svobodna, ne mara ujetosti tudi v odnose, ne mara te zvezanosti, ker to ni ta princip, vsi smo ena, to je ta svoboda, ker je eno vse z vsem in vse neskončno. To si je ful nasprotujoče. In mi se zahaklamo v lekcije, ki jih začne sprožati duša, ko se začnemo mi ko riba na trnk, ne loviti ribe, ampak razumeš, ko se začnemo na to prlepljati. In tukaj, če se ti nekaj, da se nekaj časa navezuješ na nekaj, ampak ko ti duša daje signale, da je ona dobila nekaj, da je ona zrasla, da je čas, da razvija svoje življenjsko poslanstvo, da gre naprej, kakorkoli že, okay, ti da signal. In če ti tega signala ne prepoznaš in se zadeve držiš in se nisi pripravljen odvezati, tam zga pa ti zaštriku, ka stara babica pulover na unih iglah. To je problem. Ljudje se moramo naučiti in se ves čas to učimo vsi, da moramo znati zadeve spustiti, ker če ne delamo svojega tega božansko-dušnega plana, ne rastemo in se ne razvijamo, in ko si ti načrtno skozi v živem pesku in se ne premakneš naprej, si definitivno poklical v nebesa svojo dušo in nisi imel preveč dobrih novic za njo in ne bo baš vesela. Ene par strel bo tam pobrala, pa ti jih na glavo vrgla. Mal napačne so bile tukaj tudi učenja. Stare šole. Stare šole naših pradedkov, prababic, ne vem kogarkoli so bile, da je treba odnos za vsak način obdržati, zvezati, potrp, tudi če ti je hudo. Se strinjamo? Tukaj ta princip se ogromno otrok učil, otroci so to posvojili in so ostajali v takih odnosih in se niso imeli kam razvijati. Hočeš vedeti, kateri odnosi pa kateri ljudje rastejo v življenju, ko se jim odnosi ves čas spreminjajo. Ali se jim končujejo, ali pa jim grejo odnosi, ki jih imajo trenutno na čist novo raven. Odnosi, ki so ves čas isti, nikoli niso dobra novica. To je meni razčistil Donald Walsh po glavi toliko let nazaj na enem online izobraževanju, ko so se spustili vanga in so mu rekli, kako boš ti duhovni učitelj, pa kaj boš ti nas o odnosih učil, če si pa že 136-krat poročen. Ne 136-krat, mislim, da ene 8-krat ali ne vem kolikrat, res velikrat je model se poročil. A ne? In on odgovori, in jaz to poslušam, in reče to, da sem jaz 8-krat poročen, pove to, da imam ogromno izkušenj in pomeni to, da sem lahko navdih. Kajti jaz pokažem, da ko odnos ne služi in se pogovarjam z Bogom, sem se pripravljen, on je rekel temu evolved, sem se evolved, kao se razviti, se nadgraditi in s tem prilagoditi moje odnose in okoliščine. In prav je tako. Ne morajo biti vaši duhovni učitelji ljudje, ki se bojijo spremembe. In pol je govoril o tej knjigi, ko se spremeni vse, spremeni vse. Ko se vse spremeni vse. Nekaj takega. Ful dobra knjiga. When everything changes, change everything.
Mene je njegova razlaga fascinirala zavedno. Vedela sem od unga trenutka dalje, da tudi če se mi odnosi končujejo in karkoli se mi dogaja, to ne simbolizira, da je z mano nekaj narobe, ampak mi moja duša daje signal, da se spreminjam in da moram vse spremeniti in da me čaka nova stopnička. In vedno to, tako je bilo. In to definitivno spodbujam tudi vas. In je pomembno, zato sem vesela, da obstaja tečaj razreševanja podzavestnih vzorcev.